Podjetje Dajhen Varstroj v Lendavi je ta teden uradno odprlo nove proizvodno-logistične kapacitete v vrednosti 2,5 milijona evrov. Z naložbo so pridobili kar 2000 kvadratnih metrov dodatnih prostorov ter sodobne robotske naprave. Čestitke. Congratulations. Zbrane je uvodoma nagovoril predsednik uprave Matjaž Vnuk, ki se je vrnil na začetke podjetja Varstroj in izpostavil vse pomembnejše dogodke, ki so jih v tem času dosegli. Poudaril je, da so zaradi hitre širitve robotizacije potrebovali dodatne prostorske kapacitete, kar so zdaj uspešno rešili. V zadnjem obdobju smo se profilirali kot ponudnik predvsem rešitev z področja industrije. Ekspanzija robotizacije pa je pomenila, da so naše prostorske kapacitete postale premajhne. Next level pomeni, da smo postavili dodatne prostorske kapacitete za proizvodnjo robotskih celic največjih dimenzij, imamo novo skladišče robotskih komponent za oskrbovanje regionalnega trga in izboljšano interno logistiko v proizvodnji robotskih in rezalnih sistemov. Z novo pridobljeno kapaciteto 2000 kvadratnih metrov obsegajo prostori Dajhen Varstroja danes 11 000 kvadratnih metrov. Na razpolago imamo veliko možnosti za prihodnje rešitve in širitve. Tovarna je sodobnejša, energetsko učinkovitejša, 70% uporabljene električne energije danes prihaja iz sončnih elektrarn. Vse to pa je le infrastruktura, namenjena temu, da skupina odličnih sodelavcev, edini resnični kapital podjetja, na osnovi Varstrojevega skoraj 60-letnega znanja in izkušenj ter Dajhnovih več kot 100 let razvojnih dela lahko ponudi boljše rešitve za naše partnerje. Ker gre za izjemen doprinos tako k razvoju gospodarstva kot tudi k razvoju lokalnega okolja, je vse zbrane nagovoril tudi župan občine Lendava Janez Magyar, ki je dejal, da je vesel in ponosen na podjetje Varstroj, saj je uspešno gospodarstvo eden izmed temeljnih pogojev napredka v občini. Lendava ima glede na svojo velikost močno gospodarstvo in je delovno središče za širšo regijo. K temu pomembno prispeva tudi Dajhen Varstroj, ki zaposluje nekaj manj kot 150 ljudi in številnim družinam omogoča, da lahko svoje življenje gradijo v lokalnem okolju na domači grudi. Novi prostori, novi pogoji za delo so dodatna motivacija pri doseganju še višjih ciljev vašega renomiranega podjetja, za kar vam iskreno čestitam. Prav vsak zaposleni je pomemben člen v mozaiku skupnega uspeha in napredka. A za vsakim uspešnim kolektivom pa stoji vodja, v tem primeru predsednik uprave delniške družbe Dajhen Varstroj, magister Matjaž Vnuk, ki skrbi za uspešno poslovanje podjetja na trgu in zagotavljanje odličnih delovnih pogojev za zaposlene. Tudi v sodelovanju z lokalno skupnostjo se je vedno izkazal za prijetnega in družbeno odgovornega sogovornika, ki zna prisluhniti potrebam okolja. Tako smo skoraj pred enim letom v okviru projekta veleposlaništva Japonske v Sloveniji skupnimi močmi ob potoku Ledava zasadili drevored japonskih češenj. V primerjavi z drugimi slovenskimi občinami je občina Lendava nadpovprečna na področju gospodarske aktivnosti. Investicija kot je ta pa je samo pokazatelj, da so spodbudni podatki na tem področju trajnejše narave. Želim, da tudi v prihodnje uspešno sledite razvojni strategiji podjetja, da rastete in se razvijate v vseh pogledih. Občina Lendava bo vedno zanesljiv partner vašemu podjetju. Še enkrat iskrena hvala za vabilo, želim vam obilo poslovnih uspehov, danes pa vam vsem skupaj lepo druženje. Hvala lepa za priložnost. Otvoritve novih prostorov se je udeležil še minister za kohezijo in regionalni razvoj Aleksander Jevšek, ki meni, da podjetje Varstroj s tovrstnimi naložbami odlično sledi svoji viziji ter uspešno krepi gospodarstvo tako v Pomurju kot tudi v Sloveniji.
Rad bi v prvi vrsti čestital vodstvo podjetja Dajhan Varstroj za novo pridobitev, prav tako tudi občini Lendava za pridobitev kot lokalnega okolja in vesel sem predvsem zaradi tega, ker je to podjetje za dolgoletno tradicijo našlo strateškega partnerja v Japonski, ki je že, vsaj kar se diplomatskih odnosov tiče, več kot 30 let izjemen partner Sloveniji pri različnih investicijah. Poleg Dajhna poznamo tudi Yaskawa in to so resnično podjetja, ki se mi zdi dajo stabilnost tudi v našem poslovnem prostoru. Prav zaradi tega, ker sem kot 8 let župan mestne občine Murska Sobota tudi sodeloval z japonskimi partnerji v različnih projektih, vem, da ko Japonec stisne roko in pove, da bo nekaj naredil, to velja. Ni potrebno podpisovati pogodb, čeprav te morajo slediti, ampak o tem govori tudi dejstvo, da smo si Slovenci in Japonci po karakterju v marsičemu podobni. V letošnjem letu vstopamo v novo kohezijsko obdobje 2021-2027 in sedaj lahko že napovem, da bomo kohezijski paket vreden 3,26 milijarde evrov pričeli črpati že v mesecu aprilu in da vzporedno z kohezijskimi sredstvi črpamo že sredstva Interreg projektov z naslova Slovenija-Madžarska, Slovenija-Hrvaška in Slovenija-Avstrija, kjer smo vodilni partner, in Slovenija-Italija, kjer je Italija vodilni partner, mi pa sodelujemo kot partner. Poleg teh mehanizmov je še vrsto drugih mehanizmov, ki tudi v tem prostoru omogočajo, da se Pomurje kot regija prijavi in tako podjetja kot lokalne skupnosti in da izkoristijo priložnosti tako na gospodarskem področju, na področju digitalizacije, prehoda na obnovljive vire energije in seveda ni razloga, da kdorkoli dvomi v to, da denarja ni, ker denar za investicije je, potrebujemo dobre projekte, dobre prijave, predvsem tistim manjšim občinam, ki mogoče nimajo absorpcijske možnosti, predlagamo, da se povezujejo in da skupaj nastopajo na teh razpisih. Ker pa v Varstroju tovrstnih investicij ne bi mogli izvajati brez sodelovanja z japonsko korporacijo Dajhan, so otvoritev posvetili tudi Japonski. Slavnostni govorniki so se tako oblekli v japonska oblačila in izvedli tradicionalno japonsko slovesnost, imenovano Kagami Biraki. Čestitke. Congratulations. Otvoritev se je zaključila s kulturnim programom in pogostitvijo, vse zbrane pa so nato tudi popeljali po novih prostorih in jim predstavili sodobne robotske naprave.